da je prav to dobro, da smo zdaj malo bolj online socialni in zbiramo izkušnje iz mnogo različnih okolij, se soočamo z mnogo več variablami in smo morda zaradi tega bolj sposobni življenja v dejansko spremenjenem okolju. Jaz sem, ne vem, s prvim ZX-om 81 se seznanil, ne vem, ko sem bil star 9-10 let in potem si v Basicu napisal 2-3 stavka, pa ti je risal kroge po televizorju, pa si bil ves happy. Ne? Če bi to zdaj razlagal mojim otrokom, bi si mislil, da je že takrat je bil tema. Ne? Otroci več ne bojo vedeli iskati informacij po knjigah, pa po drugih virih natiskanih, ker je pač vse na računalniku. Ne? Ja. Ne, poznam ljudi, ko nočejo se najti, ko so delali vse, da jih ne bi našli na Googlu, pa so pa na Poljane prišli, pa so takoj pač za to sliko razreda bili na Googlu in so bili čisto jesni. Kdaj to gledaš? V katerem delu dneva? V noč. Pa ti dovolijo pa noč gledati? Ja. Kdo gleda s tabo? Nobeden sam gledam. I have some pictures here that were made just for folks like you. You're going to sit quietly and look at them. And never again will you ever think of sex as anything but something wonderful, miraculous, almost divine. Pornografija. Pa si kdaj to pogledaš vsaj? Ja, tudi. Porno vsebine so gledali med poukom, ko učiteljica pač ni bilo v računalniški. Mi je en prijatelj nekaj kazal za ene, ki so tam ene rakune nekaj slažili iz kože, ki so bili še živi. Ko se en reže prst, to je bilo vse posneto, ne. Take stvari. Eni so dali gor videe. In pol recimo, mi smo imeli nežikodirano ene stvari, ne. Pa je šel do soseda, ne, pa so tam gledali. Če spostavim filter na ta računalnik, pa ga ni na drugem računalniku in bo otrok tja prišel, spet ne bo znal ravnati. Vse se je zgodilo tudi na mojih urah konkreten primer, da so gledali pornografijo. Enim se je to zgodilo slučajno, enim se pa ni zgodilo slučajno. In zdaj, kaj tukaj odreagirati? A boš dal filtre? Ali se boš z otrokom pogovoril. Če daš filtre, narediš blokado otroku, mu sporočiš, nisi vreden, ali se boš z njim pogovoril in mu sporočil, da zaupaš v njegovo lastno pamet, da mu poveš, razložiš, zakaj je ta vsebina neprimerna. Te zlorabe, ki se dogajajo na teh straneh z objavljenimi slikami, še mislim, da je tudi malo veliko primerov pedofilije, potem kakih zalezovalcev pa teh zadev, no, to se mi zdi tako zelo strašljivo, zrhljivo. Sem v nekih zgodnjih študentskih let je bil v navezavi z enim avstralskim hekerjem in sva skrb lovila pedofile, ne, po Ircu takrat. Skratka, jaz sem bil tista vaba, ko je bilo dovolj obremenilni nek fotomaterial, ki so se ga pošiljali, je on prevzel zadevo in jim znukal običajno računalnik, tako da ga niso mogli več vzpostaviti nazaj. Ne. Pedofili se mi ne zdijo, ker jih ni. Ker je to en urbani mit, da je toliko milijon pedofilov in jih ni v bistvu. No. Res, ker takoj dobijo pedofila na internetu in jih ni.
Pri 95% je storilec bil iz ožje družine. Pri 80% se je to grozno delo zgodilo na teritoriju doma. Torej, pa 0% od teh 200 caseov je bilo povezljivih z internetom. In zdaj v obrambo internetu, moram reči, guys, če hoče ta družba rešiti 200 mladih življenj, naj takoj vse slovenske otroke da stran od staršev in stran od doma, ker, come on, nevarno je. Ja, ponovadi mi največ babi v tem pove, ko bere časopise. Ko pa reče še babi, glede interneta? Ja, se zgli zaradi tega, če kdo zve moje podatke, pa dobro glede računalnika, nasploh da seva, ne. Kaj daš najbolj podih, ko je najbolj prosim? Mislim, da so poslovno spisali tudi določene restrikcije, ker vidim, ker dosti otrok takšnih, ki so pa, mislim, ne več na internetu, več so na internetu, pa vse ostalo. Samo še spijo več. Ne znajo nehati. To pa nisem še enega videla, ki bi spoštoval tisto, ne. Recimo, če ni omejitve, pol obvisijo na internetu ali pa na računalniku. Glasbena šola je, pri starejši je judo, je pevski zbor v glasbeni šoli, praktično je ponedeljek, cel dan v šoli, mislim od 7 do 7, torek ni, sreda isto, četrtek je popoldne prosta, drugače pa ni. Sicer pa gremo rajši ven, pravim, da je pač boljše izkoriščeni čas, če greš v naravo, na sveži zrak, kot pa da sedi za računalnikom, pa vzami knjigo v roke pa beri, ne. A nisem rekel, da ne smeš brati več kot uro na dan, oziroma ne, kaj že, uporabljati internet več kot 1 uro na dan. To je pač mehanika, ne? To so počeli majori pa polkovniki v JLA, tega se dobro spomnim, da sem še ta generacija. Ni nikoli ratar, I'm sorry to say. Tu bi jaz iskal nek precep za starše, da se začnemo na ta način aktivirati. Šola isto, ne? Taktike so različne. Zdaj, jaz osebno, če izhajam iz neke pozicije analitskega sociologa, to, da jim bomo nekaj blazno omejevali, se mi ne zdi mogoče tako dober pristop. Lahko bi celo rekel, da to povzroča številne, včasih smo lahko rekli, socialne patologije v Sloveniji, ampak zdaj je to politično nekorektno. Verjetno je bolj, da ta razmerja temeljijo na nekem zaupanju. Zdi pomembno, ne vem, kakšne takšne teme, ki učbeniki. You have been kicked from the server.